taki naravni topli vrelci. Kakšen čudovit prizor. No, kakšna turkizna barva. Noro! Tukaj je pa najbolj vroča voda, popolnoma brezplačna. To pa kot da bi prišel v srednji vek. Kaj so to včasih počeli stari Etruščani? Lepo pozdravljeni v raju na zemlji, oziroma dobro jutro s čudovite Toskane. Sopotnico Majo sva šla pogledati v Toskano in najprej smo se ustavila pri teh čudovitih vrelcah. Glejte to. To so sicer taki zapuščeni, deluje vse zapuščen, oziroma kar je zapuščen. So pa taki naravni topli vrelci. Voda ima seveda vonj po žveplu, ima pa, bi rekel, kar okoli 30 stopinj, prijetno topla voda, zunaj je pod ničlo, slana je bila zjutraj. Nahajava se pa sicer v kraju San Filippo, zdaj greva pa na ogled Toskane. Evo, tale hrib, tamle gor, je pa Monte Amiata. To je pa v bistvu najvišji vrh Toskane. Visok je pa nekje čez 1700 metrov. No, danes smo pa drugač plan pogledati ene take zelo lepe etruščanske vasice, pa tele iz kopanine, iz tufa, ki so kopali Etruščani, in pa vrhunec bo pa kopanje v naravnih vrelcih Saturnija. Sva že na naslednji lokaciji, greja pogledati eno manjšo jamo, Grota San Filippo, se pravi jama San Filippo v kraju San Filippo. Daš pa tele kamnine, evo tuf, evo vulkanska kamnina, ker ta Monte Amiata, najvišji vrh, je bil seveda včasih vulkan. Evo, jama ima vrata, noter v tej jami je pa taka cirkuca, pa pojmo pogledati. Sprejmo, da vidimo. No, zanimivo, taka votlina, no. S temu ne bi rekel jama, je pa votlina. Evo, proti jami, na to stran je pa tak zanimiv prehod v vulkansko kamnino. Evo, tukaj skozi. Vidite to. Zelo interesantno. Evo, takoj za jamo San Filippo sva pa že v vasi San Filippo, to je taka prijetna majhna vasica. Zdaj greva pa na Fosso Bianco, to je pa res nekaj neverjetnega. Evo, se že kadi. To je v bistvu, se pravi, prevedeno je to beli kit, to je v bistvu ta bela kamnina iz travertina, po njej pa teče vroča voda. Vidite, koliko se kadi, to je zelo, zelo vroča voda. Zdaj se nahajava pri zgornjih bazenih v vasi San Filippo. Ja, tako izgledajo. Zelo lep bazenček. Voda ima tam okoli 30 stopinj, zelo čista, ampak mi da greva nižji dol, tam je še lepše. Zdaj se pa nahajava na največji znamenitosti te vasi San Filippo. To so pa teli travertini.
Evo, kakšen čudovit prizor. Ja. Evo, ta najbolj znana skala je pa zdaj že v soncu. Res super. Evo, kako zanimiv. Drevje raste kar. Čez ta travertin. O, kakšna turkizna barva je to. Evo, to je pa zdaj najlepši pogled na ta travertin. Res, čudovit na travertin. Evo, tam se lepo vidi, ko je res vroča voda, ko se kadi. Tukaj pa zdaj vode trenutno ni. To seveda napeljejo vodo čez. In včasih pač teče čez ta travertin, včasih pa pač ne. Noro! Takšna top kulisa. Evo, in pa seveda značilni znak ciprese. Pa pojmo se še malo sprehoditi po teh travertinih. Evo, res super. Pole, pohod bos. Evo, tukaj je malo alk, je pa čist belina. Gledajte to, čist belo. Tako lepo. Noro. Noro. Ja, pa so pa te take ponvice. Super, te lepe ponvice. Gledajte, kako se kadi. Noro. Res noro. Čist do vrha. Ja, višji bomo šli, bolj bo vroča voda. Leži. Evo že 50. Tukaj je pa najbolj vroča voda. Ja bi jaz rekel, da ima kar 60 stopinj. Evo, pa pogled navzdol. Evo to. Neverjetno, res. Zdaj sem pa splezal čist na vrh tega izvira. Tole zgleda. In pa dol dolina. Tukaj pa jaz mislim, da ima izvir rekel, kar 65 stopinj do 70. Kaj nam vse narava ponuja, to ne moč verjeti. Maja, ko uživa, noro. Kakšna čudovita jezera, oziroma te ponvice dela ta travertin. To je v bistvu ta bel apnenc. Približno 7 ur Slovenije, mislim, da se splača. Tako da priporočam, da si greste to ogledati. Še enkrat, to so terme San Filippo. Popolnoma brezplačne. Tudi parkirišče. Evo, zdaj pa še pogled navzgor proti tem izvirom. Tako da pa navzdol zgleda. Tudi prelepi bazenčki. Zdaj se pa nahajava nad mestom Radicofani, to je pa grad Radicofani. Evo, da vidimo razgled. No, ta hrib je pa najvišja točka Toskane, Monte Amiata. To bo obiskala jutr, tako da pričakujte super javljanje z vrha. Visoka je pa 1700 pa še nekaj metrov. Imela sva ful srečo,
Drugače je danes tale grad zaprt, ampak je prijazen fant je glih zaklepal vrata in rekel, da ima še 2 minute časa, da pogledamo na hiter. Super. Res zanimiv grajski stolp. Visok. Zdaj se pa nahajava v starodavnem, verjetno tudi etruščanskem mestu Bolsena. In pogledajte, kakšen razgled na jezero Bolsena. To je pa eden največjih jezer tukaj v srednji Italiji. Res ogromno jezero. Ima pa tudi 2 otoka. Evo, tamle se en vid. En otok. Je pa tukaj, mislim, da okoli 200 do 300 metrov nadmorska višina. Zdaj se pa nahajam pri jezeru Bolsena. Evo, tam malo vidite, kako je to ogromen jezer. Nahajava se v bližini srednjeveškega mesta Sorano. To mesto je pa res neverjetno. To pa kot da bi prišel v srednji vek. Še ta prav sajt smo zbrala, ki je sonce na ta prav stran. Maro lepo. Zdaj pa prihajajo čist na rob te skale. Evo, tle bi bil pa najlepši razglednik in tudi je. Zdaj se pa nahajava že na znamenitih etruščanskih poteh. Seveda, etruščani so bili stari Rimljani, zelo napreden narod in sprehajava se po eni od starodavnih etruščanskih poti. Etruščani so namreč gradili te poti v tufu, so vklesali pot in ta pot zgleda takole. To je res starodavna etruščanska pot. Evo, tukaj sem je še za vodo speljan. Evo, takole so vklesali v kamnino tuf. To je pa seveda vulkanskega izvora. Spet nekaj posebenega. Lepo. Evo, tudi tunele. Tukaj so imeli tudi seveda bivališča. Kaj so to včasih počeli stari etruščani? Malo zanimiv. Gledajte, kakšen ovink. Res, noro zanimiv pot. Spet nekaj posebenega. Top. Prav taka soteska, ampak narejena od človeka. Kakšne lepe sobane. Ega tega. A si ti tudi tle? Tudi. Pa se zgubil. Vidim, ja. Kako?